Lepo pozdravljeni v oddaji Moja kariera, kjer bomo danes govorili o varnosti, pravni varnosti, kibernetski varnosti in ne nazadnje tudi v digitalni džungli. Z mano danes dr. Miha Dvojmoč. Miha, pozdravljen. Hvala lepa za vabilo. Z veseljem. Miha je strokovnjak na širokem področju zagotavljanja varnosti tako posameznikom kot pa tudi velikim organizacijam. Ne nazadnje je tudi predsednik Detektivske zbornice Slovenije. Tako da, Miha, dobrodošel. Ne več, zadnje 2 meseca ne več. Juhu! To je ena izmed tistih kariernih odločitev oziroma, ki si jo dal na nek način na stran. Tako, to je ena tistih, ki pomeni več časa za kaj drugega. Wow, bravo. Sem vesel, da je temu tako. Povej mi, kako se pravi, glede na to, da danes se bomo pogovarjali o karieri in pa drugi strani tudi pravni in pa tudi varnosti tako na internetu. Pred samim najnim začetkom pogovora sva si izmenjala nekaj informacij tudi o tej digitalni pismenosti Slovencev, vse splošnih projektov, ki se dogajajo. Ampak kaj bi ti rekel, recimo, glede na to, da imamo različne poslušalce, gledalce, ki nas zdaj gledate, poslušate, če pogledaš svojo kariero, šel si čez nekaj stopničk in kaj bi lahko dal nek nasvet, če bi nekdo rekel, ok, želim postati doktor prava, želim delati z varnostniki, razvijati varnostne sisteme, ker vse na nek način to je tema digitalizacije in hkrati tudi v bistvu nekaj, kar dajemo v družbi. Kaj bi povedal na to temo? Ja, mene to večkrat vprašajo, pa včasih razlagam to tudi študentom. Danes je pogled na to, kaj je treba narediti, da nekam prideš, prelahek. Meni se zdi, da je potrebno in da bodo mogli predvsem mladi vložiti več truda tudi v svojem prostem času za to, da bo prišli do neke zadeve, ki bo njim ok. Čeprav lahko danes govorimo o tem, da imamo malo pomanjkanja kadra, vendar pa specifičnih znanj, kar primanjkuje pa specifičnega kadra tudi. Tako da predvsem si moraš pa zastaviti cilj, pa vedeti, kako do njega prijeti, oziroma vse poskušati iti do tega cilja po nekih stopnicah, ki so pa po moje za vsakega posameznika zelo različne. Super si to povedal, ampak vseeno, če pogledaš, ne vem, 10, 15, 20 let nazaj, kjer si v bistvu ti začel delati neke te bolj večje karierne pomike znotraj prava, varnosti. Ok, dajva tako reči, kdo te je v bistvu sploh navdušil za to področje? Glede na to, da si sam omenil, pač moraš vedeti, kaj si želiš, iti po nekih stopničkah. Kje je bila tista inspiracija? Po resnici sem jaz takrat, ko sem nekaj stvari počel v življenju, recimo, ko sem jaz diplomiral, takrat smo po 300 prošenj napisali, da smo dobili 10 odgovorov. In potem iščeš neko opcijo, ki ti je blizu in nisi zadovoljen, pa jaz nisem bil zadovoljen z stvarmi, ki sem jih počel. Niso mi dali nekega odgovora na to, kaj bi jaz v življenju lahko počel in sem ogromno svojega časa vložil v izobraževanja, razna dodatna izobraževanja in preko tega sploh prišel do tega, kar danes počnem. Se pravi, da kombiniramo pravo in varnost na večjih vidikih, predvsem zadnje čase, manj z posamezniki kot pa z gospodarskimi družbami. Ok, večkrat si omenil besedo znanje. Recimo, če bi tako jo malo razdelila, kaj tebi v življenju pomeni znanje? Glede na to, da po drugi strani informacija je danes dostopna vsakomur. Ja, tukaj se s tabo sicer strinjam samo delno, da je informacija dostopna do vsakomur, vprašanje, kakšna informacija je dostopna vsakomur. Mi danes, pa po moji oceni marsikdo danes ne zna filtrirati informacij. Mi smo informacije takrat dobivali na enem računalniku, ki je bil za 10 ljudi, pa smo se tam izmenjali, pa v knjižnico smo hodili, pa smo kakšno knjigo prebrali. Še danes bi moral verjetno kdo iti v knjižnico, pa kakšno staro knjigo prebrati, pa mogoče prebrati tudi novo, kakšnih novejših avtorjev in se pogovarjati potem o posameznih konceptih, kakšna razlika med včasih in danes. Ampak v resnici, če pogledamo, ko smo govorili o varnosti, neke knjige iz začetka 19. stoletja, 20. stoletja, nam dajo marsikateri odgovor na današnje stanje, seveda, če ne dava zraven digitalizacije pa tega tehnološkega napredka, ki seveda prinese neke drugačne izzive. Ok, se tudi tukaj v ozadju pri nama je v bistvu ta časovnica, v bistvu vmes tudi potem pridemo do AI-ja, ampak meni se zdi recimo tudi ta del naslova, ki sva rekla digitalna džungla. To je po moje ravno to, kar si tudi ti deloma omenil. Ja, mi težko, ali pa
jaz mislim, da zelo težko danes prepoznajo osebe ali pa ljudje, če sploh o tem nič ne govorijo, če nekontrolirano berejo, če nekontrolirano verjamejo vsemu, kar lahko preberejo, ne, da dobimo zelo hitro popačene informacije. Informacije, ki so v resnici slabe. In potem se obesimo na to informacijo, ki smo jo dobili, ki ni nikakor preverjena. Ne. Zdaj, ker kdo govori tudi o znanstvenem delu, ne, kakšna je razlika med to informacijo, ki nekdo dobi na znanstvenem delu, ta mora biti preverjena ali pa je preverjena in mora čez en teden dati identičen rezultat, kot ga je dala pred enim tednom. Ta informacija, ki pa danes dobimo na spletnih omrežjih, pa tudi kje druge, je pa hitra, samo vprašanje, a je točna. Ne? Tudi, ko si omenil umetno inteligenco, predvsem razni chat, GDP in podobno, ne, je treba se vprašati, iz kje zdaj ta informacija izvira. Ne? In zdaj, če pa gremo še malo na posel, pa pogledamo, kdo je napisal blog in na kakšnega način ga je napisal, tisti, ki ga je napisal s chat GDP-jem, tisti, ki smo kdaj kadarkoli napisali kakšnega na roke, v narekovajih, točno vemo, da ga je napisal chat GDP. Ne? In seveda hkrati se treba zavedati, da bo tudi brskalniki, ki bo to prebrali, vedeli, da je to s chat GDP-jem. Zdaj vprašanje, kako se nam bo to na ta način še uspevalo. In to je ravno ta poplava informacij, ki je praktično dostopna. In na drugi strani pa, kaj bi ti svetoval, se pravi, kot strokovnjak za varnost, kaj naj ljudje gledajo, kje naj preverijo, rekel si že, ok, glede prava, smiselno pogledati kakšno knjigo zagotovo? Ne, tudi drugo, jaz doskrat, predvsem študenti na fakulteti, poučujem predmet, ko se me reče korporativno obveščevalna dejavnost. Tam imamo en sistem, v katerem se doskrat pogovarjamo o fake newsu. Se pravi, kaj je zdaj fake news sploh je, se pravi, kaj je lažna informacija, kaj lažna informacija ni. In potem ponovadi rečem, zdaj mi po eni uri pa pol najte 3 lažne informacije, zdaj pa potrdite, da so to lažne informacije, ali pa uvrščite, da to niso lažne informacije, pa vse enkrat na faksu uporabite pametne telefone v nek učni namen, pameten namen. In seveda potem imamo že težavo, to je fake news, ja, ok, ampak a si ti dobil 3 informacije, ki potrjujejo da to je fake news, ali si dobil 3 informacije, ki potrjujejo, da to ni fake news. Ne? In najlažje je reči, to je fake news, ja ne, mi moramo vedeti, ok, zakaj pa menimo, da je to fake news, se pravi, kateri viri nam to potrjujejo, ali B, da ugotovimo, da neka informacija pa ni fake news oziroma lažna informacija. Prav, tukaj je vprašanje analitike, ali smo mi sposobni eno informacijo obdelati na način, ki nam da odgovora, informacija pristna ali ni pristna. In seveda zato ne moramo gledati samo spletne medije, moramo pogledati, kaj je kdo kdaj kakšno knjigo napisal, kaj o tem poročajo več svetovnih medijev, jaz ne govorimo o enem, govorimo o večjih, pa čisto vse eno, o kateri govorimo. In seveda na koncu koncev dostikrat vprašanje, ali sploh katero brskalnik razen Googla, Edgea pa Firefoxa še uporabljate. Ne? To so samo 3, ki so vsi ostali. Kje so ruski, kje so kitajski, kje so določeni nemški, francoski, se pravi, s katerih ti lahko dobiš neke informacije. Ok, če pogledava iz popolnoma druge perspektive, ker vem, da si tudi ti coach in jaz sem coach, ne? In je, se pravi, ta različen pogled, da si dovolimo, se pravi, informacijo sprejeti iz različnih, tako kot si sam rekel, prvič medijev, drugih zornih kotov, ampak oba dva veva, da je v bistvu to prepričanje, ki si ga mi ustvarimo. Ok, ne vem, jaz pa XY medijev, da ne bova zdaj delala neke reklame, verjamem, zaradi tega, ker ne vem, sem prebral to novico in je to držalo. In seveda tudi na tej spletni strani je lahko novica, ki pa ni nujno relevantna ali pa ne drži. Tako. In kako naj, se pravi, tako, iz stališča varnosti Slovencev in pa vseh ljudi, ki pa živijo v Sloveniji, kako bi rekel, kako se lahko res tako, bom rekel, na nek način pripravijo, da res, bom rekel, oziroma tako deva reči, kako bi spodbudila to miselnost pri ljudeh, da ne bi vedno prijeli samo za v bistvu neko informacijo, ki dobijo, ker v končni fazi oba dva zelo dobro veva, primejo za tisto, ki jim najbolj paše. Ali pa tisto, ki je največkrat objavljeno. Tukaj je še ena zgodba, ki je treba v medijih povedati, ne? Ali pa kakorkoli že. Ja. Kar je najbolj brano, tudi če ni najbolj res, je zelo pomembno. Ne? Predvsem je to, po moji oceni, še vedno, kot sem že prej rekel, branje različnih medijev in zbiranje nekih informacij o tej
kakršnikoli informaciji, ki jo dobimo. A ne? Tudi ta zgodba grožnja v osnovnih šolah, a ne? 14 dni nazaj je zelo, zelo zanimiva z pravno-varnostnega vidika in ne govorimo o tem, da grožnja je resnična ali neresnična. Govorimo o tem, ali je bila primerno komunicirana. Okay. In ali smo mi sploh naredili vse, kar bi lahko za to, da se o tem na ta način ne je. Gledalci, poslušalci, naredimo kratko prekinitev in se kmalu vidimo, midva pa potem tudi nadaljujeva s to temo, ki zagotovo zanima marsikoga, ki spremljate to oddajo. Že smo nazaj in Miha, odprl si eno zelo zanimivo temo. Dogodki, ki so se dogajali 10 dni nazaj približno. Ja. Tukaj je predvsem treba povedati, da imamo težavo vsi skupaj, pa družba današnja, tudi komuniciranje o varnosti, komuniciranje o pravu ali pa komuniciranje o čemkoli drugem. Se pravi, naša komunikacija je prešibka, tudi komunikacija, če pogledate otroke, ali komunicirajo so na družbenih omrežjih oziroma ali visijo na telefonih, je vprašanje. Ampak če se vrnem na tisto temo, je z varnostnega vidika bolj vprašanje, ali ne vprašanje, je šlo za resno grožnjo ali ne. Ker vedno moramo tako grožnjo, kakršnakoli že je, jemati resno. Vprašanje, ali smo izvedli vse, da ne ustvarjamo panike. Mi smo pa v tej zgodbi ustvarili paniko. Zdaj ne bi v krivcih, ker tukaj jih ne bomo najdeli, pa tudi, če jih bomo definirali, nima to nobene veze, ampak ali smo res naredili vse, da smo dali ta prav čas, pravo informacijo. In tukaj je vprašanje, predvsem na področju varnosti, pa tudi digitalne džungle, ali imamo pravo informacijo. In kaj bomo z njo sploh naredili. Kako bomo skomunicirali, kaj bomo z njo naredili, komu bomo spredovali in na kakšen način. Ja, se pravi, tukaj so vedno protokoli v zadju, glede na to, da si veliko delal tudi v tem varnostnem sistemu. Ne? Jasno definiran protokol nam omogoča marsikaj, se pravi zmanjševanje celotnih problemov. Ok, Miha, če bi tako rekli, se pravi, jaz ogromno delam z bančniki v bančnem svetu in dnevno, ko se pogovarjam, pridem do kakšne take nepridiprav ali pa neljube informacije, kako so nekomu prišli na račun, ampak ne nazadnje pridemo vedno tudi do tega, da je stranka podala vse informacije sama in seveda nepridiprav se je zlogiral na račun, pa je nakazal denar. Imaš tukaj kakšne ideje, nasvete, predloge? Zdaj bom tukaj kar direkten. Človeška neumnost ne pozna meja. Bom povedal eno zgodbo iz podobne branže, kot si jo ti zdaj omenil. Prišlo je do podobne zgodbe oziroma do tako imenega phishing maila, se pravi, mail je bil poslan na naslove celotne organizacije. Organizacija se na to odzvala, v nekaj minutih je vodja korporativne varnosti, ki vodi tudi cyber security oziroma kibernetsko varnost, poslal mail, da se ta mail ne odpira. Čez 10 minut je pa prejel klic visoko izobražene osebe, ki je rekla, jaz sem videla tisti mail, pa dobila sem tudi tvoj mail, ampak mene vseeno zanimalo. Zdaj se mi je pa vse sesul, kaj naj zdaj naredim. Mojega odgovora v eter ne smem povedati, kaj bi jaz taki osebi odgovoril ali pa kaj bi najraje odgovoril. In tukaj je catch. Mi nismo dovolj digitalno pismeni, da bi kar klikali vse, kar imamo za klikati. In tukaj, to, kar si ti omenil, predvsem pri starejši populaciji, ki danes uporablja mobilne telefone, žal smo včeraj slišali, da se nekatere digitalne točke zapirajo, ker jih noben ni izkoristil, po drugi strani pa marsikdo teh oseb, ki pa uporabljajo že vse naprave kot mlajši, pa že jaz jih ne znam uporabljati, toliko jih otroci ali pa drugi znajo uporabljati, klikamo kar tako. Ali pa malo prehiter, ali pa kar tako, ker nam je to ok, ja ni ok. In danes se pogovarjamo predvsem o tem, kakšno vrednost dobimo za podatke. Podatki imajo neomejeno vrednost in kamorkoli se prijavimo, v katerokoli spletno okolje, če hočete, če zdaj ne govorijo direktno banke, pa če govorijo o nekih aplikacijah, v bistvu nobena stvar ni zastonj. Vsako stvar plačamo s svojimi podatki. Zdaj, zato, ker bo nekdo na njih pošiljal neko reklamo, ali zato, ker bo preko njih prišel do mojih osebnih podatkov, ki mi lahko škodujejo na bančnem delu,
Pa če tukaj dodam še eno stvar, v eni organizaciji, recimo veliki slovenski, smo izvajali izobraževanja pred leti že, pred to vrstnim zdajšnjim, recimo še bolj visokim napadi na našo varnost v kibernetskem svetu in smo izvedli izobraževanje in potem smo razstavljali 100 ključkov. Samo tistim, ki so na izobraževanju bili. 88 oseb je ta ključek vtaknilo v svojo delovno postajo. V roku tam do 8 ur. Kar pomeni, da je, tako kot sem na začetku rekel, človeška neumnost brez meja. Ja, radovednost je res tista, ki nas vedno popelje, zdaj včasih prije prav, včasih pa tudi ne. In všeč mi je ta izraz, ki se je rekel, res človeška neumnost ne pozna meja. In bi lahko rekel, da to velja tako v širši varnosti, na širokem področju. Pa tukaj velja recimo, ne vem, nekdo potrka na vrata ali pa pozvoni v neki stolpnici in ljudje spustijo nekoga naprej. To velja na celoti, ne, veste, veš, to, kar si ti rekel, nekdo pozvoni na vrata, jaz recimo otrokom vedno rečem, da vrat ne odpirajo, ker nas ni doma, ne, ker pač noben ne ve, kdo je prišel na vrata, ok, zdaj to pretirano ali ne, pa niti imajo te potrebe, da jo odpirajo, očitno, ker zaenkrat še niso, ker je kdo prišel na vrata, ne. In seveda imamo razne varnostne sisteme, imamo domofone, pa spet odpiramo vrata. Ne? Če samo o vratih govorimo, da se ne predstavimo v druge zadeve, ne? Spuščamo v stanovanje ljudi, ki jih nismo nikoli videli. Ne? Že dolgo časa, že nekaj časa akviziterji toliko ne hodijo po hišah, zdaj hodijo bolj po blokih. Ne? Targetirajo starejše, targetirajo otroke, targetirajo manj močne, če temu rečemo, pa ne v smislu fizične moči, ampak mogoče v smislu znanja in seveda nam na ta način lahko škoduje. In tega je skozi več, ne? Tega ne bo nikoli manj, tega bo skozi več. Čeprav mi še danes še vedno živimo v relativno varni družbi, tisti, ki hodite po svetu ali pa hodimo po svetu, vemo, da je temu tako. To pa še ne pomeni, da neke vrste pazljivost, neke dodatne razmišljanje o tem ne bi bila potrebna. Ok, ampak verjamem, da ne želiš, se pravi, da gledalci dobijo občutek, ok, zdaj pa vas mora biti strah, ampak ne, strah ni... Fajn pa je, če nas je malo strah, zaradi tega, ker... Ne, previdni moramo biti, ne? Ampak če nas je malo strah, ne, potem nekaj naredimo za to, ne? Ja, pol vse razmišljamo o tem, ne, če nas je malo strah, ne? To tudi tako, ko si prej omenil spletne medije, tudi ti, ne, pa medije. Ja, hudiča, no, ko prebereš na nekem portalu, kakršenkoli že, kaj naj naredim z neko zdravstveno težavo, ja, ko greš na portal vprašati, mene res zanima, kakšen odgovor boš dobil. Ko greš na ta portal, ki nima mene veze z nekim pravnim delom vprašati, kako naj se obnašam v času dedovanja, ja, tam boš dobil milijon odgovorov, pa mogoče bo en ta prav, sem tistega največkrat noč niti videl, ali ga bo pa popluvala. Zato, ker ne potrjuje teze, predvsem tistih, kar želiš slišati. Ne? Tukaj jaz vidim predvsem v zadnjem času izziv pri ljudeh, ker hočejo slišati točno informacijo, ki jo oni hočejo dobiti, točno tisto, kar oni mislijo, da jim boš dal. Največkrat ta informacija, kar oni mislijo, z mano vred, ni ta prava. Jaz ponavadi temu rečem, da ljudje iščejo potrditev, ne? Vse ti si z drugimi besedami povedal, in ko dobijo potrditev, ne, potem rečejo, to je to. Pa tudi, če je 300 ljudi rekli drugače. Ja. In tukaj je v bistvu največji problem na širokem področju. Ne bodi si to varnost, ne bodi to pravo, ker je v bistvu vedno tako, 8 milijard nas je na svetu in ta v bistvu individuum, ki ga v bistvu vsak od nas prinaša, je v bistvu marsikaj vzadej skritega in ne moreš reči neka univerzalna. Če ne drugega, imamo vsak od nas svoje prepričanje, s katerih dajemo te odgovore. Tako. Ok. Če bi mogel še danes še enkrat razmišljati o tem, na katero karierno področje bi se podal, bi bila to ta pot, po kateri zdaj hodaš? Jaz mislim, da ja. Mogoče bi kakšno malenko spustil, ampak načeloma ja. Ok. To se mi zdi iz stališča, glede na to, da je naša tema, se pravi kariera, razvoj, omenil si znanje, berite, učite se, razvijajte. Se mi zdi vseeno ključnega pomena tudi to, da ljudje so na nek način želji hitrega
uspeha. In lahko tudi ti poveš kaj o tem, se pravi, mislim, iz kontraperspektive, se pravi, da je treba biti vztrajen. Obstaja seveda opcije hitrega uspeha, ampak relativno malo teh opcij hitrega uspeha je trajnega značaja. Zdaj, seveda vsak posameznik po sebi sodi ali uspešen ali ne. Bolj, ko mi mislimo, da je en posameznik uspešen, bolj se tismo posamezniku dostikrat zdi, da ni uspešen. Ne? Tukaj je še en paradoks. Verjetno ljudi, ki so v življenju na dolgi rok, se pravi, gradili neko svojo kariero, kakršnakoli že ta je. In seveda, jaz mislim, da je tukaj vprašanje predvsem vrednosti določenih poklicev, ki smo jih malo razvrednotili ali pa veliko razvrednotili, in s tem, po moje, si povzročamo tudi škodo, predvsem pa našim otrokom, ki šele na to pot stopajo. Ok, naredimo en kratek premor in potem v nadaljevanju se še dotaknemo te teme in pa predvsem me zanima, kaj bo Miha povedal o varnosti in kaj lahko mi naredimo sami za našo varnost. Varnost, digitalna varnost, naša digitalna identiteta in pa digitalna džungla. Miha, vem, da si mi velikokrat tudi sam povedal kakšno sočno detektivsko zgodbo. Vem, da te to inspirira in da včasih tudi dobiš tako popolnoma drugačen izraz na obrazu. Je kaj takega, kar bi bil tudi, se pravi, lahko potem nek nauk te zgodbe za naše poslušalce? Teh stvari je veliko, nekatere stvari, o katerih se ne govori, so stvari, o katerih se lahko pogovarjamo, se pravi, tudi kaj povemo na to temo, ker niso direktno vezane na stvari, ampak danes vse povprek snemamo, danes vse povprek fotografiramo in danes vse povprek si tudi v hišah nameščamo videonadzorne sisteme. Okay. Kar je zanimivo. In v zunaj nota, danes v tem trenutku, če gremo v digitalno džunglo, ko si omenil, ob tem tudi naš hodilnik ve, kaj imamo not, pa kaj nimamo. Že to je izziv varstva tudi osebnih podatkov, pa še česa. In zdaj, ko govorimo o tem, imamo več stvari, se pravi, ljudje hodijo, marsikje vse to posnamejo. Danes pa marsikdo misli, da manj dela, da ugotovi, kje vi ste, kaj počnete, kako vi ste in kaj niste. Imeli smo pa različne sočne primere, ki vedno sočni primeri grejo na partnersko zvestobo pa nezvestobo, pa tega ne preiskujejo detektivi tako veliko, kot bi kdo mislil, ker na vsaki oddaji potem se o tem pogovarjamo, ampak morate vedeti, da recimo v neki zgodbi je prišlo do tega, da je nek znan poslovnež, pa je bil celo samski, se pravi, ni imel težave s tem, da bi varal partnerico ali kakorkoli temu rečemo, ampak imel tudi znotraj bajte kamere nastavljene za svojo varnost, zakaj jaz pojma nimam, zakaj bi jih not nastavil. Okay. Imamo sicer kakšen didic v nekih delih, in so mu udarili te kamere in so te posnetke pobrali. In izsiljevanja so se začela govoriti o cifri 50.000 evrov naprej. In seveda posnetki so bili res zanimivi, če bi zdaj hoteli o tem govoriti. Ampak koliko je to enega dela potem, da se najde nekoga, ki te posnetke zlorablja. In kaj je nauk te zgodbe? Spet je nekdo montiral neko varnostno zgodbo na način, ki že nobena ni waterproof, če ti jo pa kar nekdo zmontira, ki ima 5 minut časa, tukaj tam hočeš šparati 200 evrov, imaš pa še večjo možnost, da do teh stvari pridejo. In seveda ta zgodba se je vlekla več mesecev, da smo mi potem v resnici nastavili past človeka, ki je te posnetke skupaj s policijo prijeli in seveda tudi posnetke predali njihovemu lastniku. Tega je ogromen, tega je več, kot bi si kdo mislil. Če bi tako rekel iz stališča varnosti, recimo, če nekdo pride v neko, ker to pač velja za vse nas, tudi za naju, kaj so neki smiselni koraki, napotki, ne vem, srečaš nekoga, imaš občutek, da te nekdo zasleduje, niti te ne izsiljuje, ampak kaj so v bistvu tako neki napotki? Ja, v bistvu napotki so, da potem to prvič spremljaš, da veš, če to sploh držijo. Drugič, da takrat, ko se počutiš ogroženega, ne hodiš sama. In zdaj, če gremo na to zgodbo, o kateri ne govorimo veliko, tudi mladi nočni klubi, tudi tam opažamo zdaj vsej teoretično, pa tudi praktično, kar se da slišati. Seveda nismo tega znanstveno potrebovali, ki je skoraj nemogoče. Prevečkrat ljudje odhajajo
ali pa dekleta in fantje, se tukaj zdaj nima mene veze, sami na WC-je, sami domov, ko niso v treznem stanju, pa zdaj vseeno kakšne so. Ne. Predvsem jaz mislim, da nam danes manjka ta del, ki smo ga pa mi dva, ki smo mogoče mečka starejša poznala, ne. Noben ni šel domov sam, razen ki je bil 100% ok. Danes te povezanosti, te družbene odgovornosti ni. In dokler se mi ne bomo začeli ponovno ukvarjati s tem, pa tudi obnašati družbeno odgovorno en do drugega, nam nič ne nuca najboljši avto, nič nam ne nuca najboljši telefon in nič nam ne nuca najboljši varnostni sistem. Ker na koncu ti v tej zgodbi pomaga nekdo, ki je s tabo. In da mu prvič lahko to poveš, da lahko to preveriš, na drugi strani pa tudi, da v primeru kakršnega koli incidenta nisi sam. Pa verjetno je tudi tako, ne, že v bistvu, če je skupina ljudi, se pravi ena oseba, dve osebi, je verjetno kakršnakoli, že v bistvu že v osnovi manjša verjetnost, da se karkoli kaj. Ja, seveda, zdaj odvisno od skupin, ki to pač načrtuje, če nisi glih targeta, ne, pol je ta možnost manjša, ampak ko govorimo o teh nočnih lokalih, kar sem prej omenil, ne, tukaj je nekaj izzivov, ki nas čaka, ne. To so vezane stvari, ki so mamila, ki se mogoče dajo komu pijačo, ne. O tem se mogoče premalo govori. In tukaj je predvsem pomembno to, da se, bi temu mi rekli, samozaščitno obnašamo, ne. Se pravi, da vemo, kaj naročimo, kako naročimo, da ne puščamo, zdaj, če govorimo za mlade kozarcev, samih, kamor bi se dali kaj vsipati. Da ne gre punca sama na WC in tako naprej. Isto pa, ko govorimo o doma, ne. Ja, načeloma, ko prijem domov, moram vrata zakleniti, ne. Vse je fajn, da so odklenjena, pa ne rabim o tem razmišljati, pa vendarle, jaz tako povem, da so mi z avta lansko leto ukradli pred bajto očala, sončnih očal za 2000 €, ne. Ker sem imel vsa svoja sončna očala v avtu, a ne, pa sem imel avto odklenjen pred bajto. Pa pes se skozi dere, če gre dom in bajte, tisti dan ni nič lajal. Pa smo bili vsi v bajti, recimo. Nič tacga. Se pravi, vse, kar moramo narediti za to, da. Predvsem moramo se preventivno obnašati. Mi smo na preventivo pozabili, ker mislimo, da bo nekdo drug to namesto nas naredil. Ne bo, to moramo narediti sami. A bi mogoče rekel, jaz včasih se z udeleženci na delavnicah pogovarjam, ne, da kriminal je bil in kriminal verjetno bo. Zdaj sploh s to digitalizacijo, digitalno džunglo in vse tem. Govorimo tudi o digitalnem kriminalu, ki ga prej nismo poznali, mi zanemarjamo tudi ta osnovne zgodbe, ne. Mi brez osnovnih zaščitnih zadev ne moramo zaščititi se na digitalo, ne. Saj sta dve različne zgodbe, ampak obe sta isto pomembne ali pa identično pomembne, če želimo mi biti zaščiteni. In tukaj je catch zgodbe. To že, ampak jaz sem mislil nadaljevati v tej smeri, ne, da recimo včasih je bil kriminal, pa ali nismo sploh vedeli, ker v bistvu medijev ni bilo, pa ni do nas sploh prišla informacija, a ne. Danes je pa potem ljudi strah uporabljati digitalne tehnologije, ker pa dobijo informacije, tukaj je mogoče nevarnost, ne, in sploh recimo na področju bančništva, denarja in vsega tega. Je starejše ljudi, še toliko bolj strah, ne? Informacije krožijo bistveno hitreje, kot so krožile prej, ne? In seveda nekatere pol zaradi tega strah. Zdaj, jaz mislim, da kriminala, če bi šel zdaj statistiko gledati, statistično ni nič več. Statistično smo tam, ne? Ampak je v drugačni vrsti, v drugih oblikah, vedno je nekdo na to nasedel, pa je bilo preveč piramidnih shem, pa ne moramo reči, da je danes njih, je mogoče malo manj, pa je danes malo več mogoče zlorabe telefonske opreme oziroma digitalnih medijev, a ne, pa če govorimo o, ne vem, kakršnikoli drugih varnostnih izzivih, tudi o vojnah so se dogajale, pa nismo imeli vsak dan informacije, pa nam to ni bilo inserviran, pa nismo niti vedeli, kaj se natančno dogaja. Vedeli smo, vedeli so, da se nekaj dogaja, nismo imeli pa teh informacij, ampak tukaj smo pa spet v tistem, kar smo bili na začetku. Ali je ta informacija, ki smo jo mi dobili, sploh prava? In ali smo mi sploh kaj naredili na tem, da bi sami sebe zaščitili? Danes obstaja v Sloveniji 2-3 portali, kjer si lahko v varnosti na spletu preberemo marsikaj, ki jih financira Evropska unija, ki jih financira država kot taka, in tam je ogromno napotkov. Omenil si bančni sektor, nacionalna televizija pa komercialne televizije predvajajo
video spote, banka vam nikoli ne bo po mailu pa po SMS-u od vas zahtevala določenih podatkov. Ja, ampak če mi da danes pošljeva 1000 mailov, jaz bom 10 komadov, ko bo kliknil dovolj sigurno. Verjamem. Torej, kako si že prej rekel, se pravi človeška neumnost. Ne pozna meja. Ne pozna meja in počasi se približujemo koncu najine današnje oddaje. Zanima me čistko, poznava se dosti časa in če bi rekel, se pravi uporabna informacija, ne, da veš, se pravi ta location services, kjer telefon točno ve, kje ti si, ne, v nekem danem trenutku. Ne moreš izključiti, če hočeš. Ne? Dobro, izključiš jo lahko, saj misliš, da si jo izklopil, ampak po drugi strani je super, ker ne vem, za 2, 3, 5, 10 let nazaj točno veš, kje si bil, v kateri uri, na kateri sliki, ali si bil v Maroku, v Indiji, kakorkoli. Kakšen nasvet vezano na to, ne to uporabljamo, ne to ne uporabljamo, glede na to, da si omenil, da kljub temu, če izklopiš je. Zdaj, vse veš, ne, ta slika je pol sam meni pove, zdaj še dodatno, da vem, da se spomnim, kdaj sem bil, ampak telefon, pa tisti, ki je telefon kupil ali pa tisti, ki je telefon naredil, ima backdoor še vedno odprt. In govoriti o tem, da bom s tem, kam jaz lokacijo izklopil, nekdo ne bo vedel, kje jaz sem, je kar veliko neznanja v tem ozadju, če bi tako informacijo rekel. Ne. Sploh, če o tem govorimo po 11. septembru in po terorističnem padu v New Yorku, ima vsa telefonska zgodba, ki se prodaja, tako v Evropi, kot v Združenih državah Amerike. Za Dragana sploh ne bom zahajal, ker je zgodba še mogoče slabša. Tako imam backdoor za določene varnostne službe, ki to lahko sledijo. In se pravi, če oni lahko skozi to pridejo do mojih podatkov, se pravi, da jih nekdo tudi danes beleži. Ampak jaz zase tako rečem, ne? Za mene jih lahko tudi beleži. Nam v sam telefon, ker tam gor ni nič tacga, kar bi mu na to zgodbo nucali. Seveda je pa naloga vseh nas, ki pa uporabljamo podatke in tistih, ki od nas želijo podatke, predvsem sem preomenil bančni sektor, pa mogoče še kaj drugega, kar na telefonih danes uporabljamo, pa da v tistem primeru uporabljamo primerne zadeve in da nimamo isto geslo za Facebook, kot za spletno bančništvo in da nimamo isto geslo za spletno bančništvo, kot za kupovanje čevljev. Miha, hvala ti za čudovit pogovor. Jaz verjamem, da ste se gledalci, poslušalci naučili marsikaj uporabnega in da bo ne samo vaša kariera zaradi današnjega pogovora za vas boljša, ampak tudi vaša varnost. Ne nazadnje, se pravi, tiste informacije, ki jih boste vi shranjevali oziroma kakršen koli bo že vaš digitalni vtis, ne bo to vaša odgovornost. Hvala lepa in se vidimo prihodnjič.